Danes bomo pripravljali smuti za več energije in jasne misli. Pomlad je nov cikel, nov začetek in tolikokrat smo slišali, da v Ayurvedi pravijo, da je čas, da se sprosti ama, torej vsi ti toksini, da gre vse stran, kar ne rabimo več in da zacveti na novo volja, upanje, radost. In evo, danes ga bomo kar konkretno posejali. V moji družbi je pravzaprav vodja kluba za uspeh in vitalnost Nadiža Pleško. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Lepo pozdravljena. Katere sestavine boš uporabila za tale smuti? Same take sijoče, polne energije, življenja, sonca in pa bi jaz rekla neke vitalnosti, in energije. Tako da uporabile bova nekaj čistevo svežih, mladih kopriv, peteršilja, mlade špinače, čim več zelenja, v bistvu je zmeri najbolje dati v te smutije in potem malo, da ne bo v bistvu toliko, da bo lažje, v bistvu, da bo bolj okusen in da zadovoljimo vse brbončice, tudi nekaj sadja. Jaz imam zelo rada za poživljajočo energijo, pa za, kako smo rekli, jasne misli, da bolj uporabljam kislo sadje pri teh smutijih, tako da tale zelena jabolka, nekaj ananasa, malo limone in pa na koncu bova dodali v bistvu tudi avokado. Avokado je pa smisel smutija, ne? Smut pomeni gladek in avokado verjetno da to gladkost. Točno, to gladkost plus še dobre maščobice, ki pomagajo, da se absorbirajo v bistvu določena hranila še toliko lažje in toliko bolje. Evo, super, da te kar vidimo pri delu. S čim boš začela, verjetno kaj z ananasom? Ananas bo največ časa bova rabila, ja, sigurno, verjetno, da v bistvu me zanima, kakšno tehniko imaš za... Kakšno imam jaz? Ja, kakšno imaš ti, no? Ta mi pride prav doma, tako da to uporabljam doma. Zdaj, tako da jaz ponavadi, glede na to, koliko ananasa rabim, odrežem kos in potem v bistvu ga očistim, oziroma toliko, kolikor ga v bistvu nekako v tistem trenutku potrebujem. In potem narežem na kose, ostalo dam pa v hladilnik. Meni je bilo zelo zanimivo, na Šrilanki so mi ponujali ananas in sem ga tudi vsak dan jedla, ki so ga poper so dali gor. Res? Poper pa malo čilija in sploh ni bilo slabo. No, super. Tako da, ja, ampak jasno, tam ima ananas res precej drugačen okus, si vendarle prikorito, tako rekoč, ne? Čist drugače. Jaz drugače rada dam zmeri in na melono, tudi na ananase, vse rada pokapljam malo z limono. Mi je tudi en malo izostri. Pa v bistvu zaradi C vitamina tudi, ne? Sigurno, da je potem absorpcija ne potemni, plus, ker je veliko tudi v samem zelenju, je zelo veliko železa in tudi železo se veliko bolje absorbira, če je zraven dost C vitamina, tako da več muh na en mah, bi človek rekel. Zdaj, midve bomo uporabljali kar ta konkreten blender, ampak opažam zadnje čase, da v bistvu vsi blenderji so že tako zelo zmogljivi, da lahko praktično skoraj vse delaš z njimi, no? Ja, jaz tudi mislim, da ja. Če pa slučajno opaste ali pa da imate trenutno doma manj zmogljiv blender, pa samo pomagate, da v bistvu sadje zelenjavo narežete na manjše koščke. Pa tudi palični mešalnik dela čudeže, ne? Dela čudeže. Je pa res, da če hočemo ono pravo teksturo in da je v bistvu okus, da je še boljši, da res bolj uživamo, da res potem popijemo, pojemo ta smuti z vsemi čutili, je fajn v bistvu imeti čim boljši blender. Čim boljši blender, ja. Da se tako malo pence naredijo. Tako rekoč. Tako da ananas mava, zdaj bom jaz vzela še eno jabolko. Ok, tole so jabolka iz Hoferjeve tržnice, tudi tam sva vse ostale stvari kupili, seveda ekološke, tudi limone, vedno se trudimo čim bolj ekološko. Praviš pa, da si koprive dejansko frišno nabrala, pa tale zelišče tudi, to je pa tako in tako. Ja, tik pred oddajo nabrano. Tale meta je celo iz domačega vrta. Evo jo. Pri meni se je tako noro razrasla, je kar invazivna v bistvu ta meta, ne? Ja, moraš omejiti, ja. Jaz sem ji prav poseben prostorček pri sebi namenila, ker imam tako manjšo gredičko, bi lahko temu rekla, tako da posebej jo moraš umiti, če ne gre čez celo gredo. Meni jo tukaj zraste in potem zmeri, ko pridejo gostje, v bistvu jo samo odrežem, jo dam v vodo noter, nalijem vodo čez, lepo zgleda, osvežujoče deluje, pa še en način, da jo uporabim, je, ker je pač res zna podivjatno. Pri meni je malo podivjala, absolutno. Super. Ej, kdaj bi bil primeren čas, da bi spili takle smuti zvečer, menda ne, a?
Meni je najboljši zjutraj. To se Zjutraj, pravi, da voda, ne topla voda, lahko malo limone, tisti ritual, ki mislim, da ga zdaj že vsi poznamo, Ja. pa delamo, potem pa mi je idealen ta smuti. In jaz ponavadi zdaj, če mi ostane kaj več ali pa da naredim malo večjo količino, ga še vzamem za sabo za po upravkih, pa še potem kot za eno malico mi dobro služi, ampak vedno v bistvu na nek način pred obroki. Ja. Tako Da je da- čim bolj živo hrano Točno, najprej zaužiješ. a ne? točno. Evo, kar izvoli. Evo, potem bomo pa začele z listjem, jaz rečem temu tudi perje, tako da čim več česar imate doma. Odlična je v bistvu tale čist mlada špinača, mi dve imava tukaj tudi peteršilj, tele mlade koprive. Nekaj listkov mete bom dala jaz tudi za svežino noter. Fajn je, da v bistvu pri teh zelenih smutijih, da je res čim več v bistvu zelenja. A ne? Jaz evo par listkov bova dala mete za ta osvežilen okus. Drugače ti pa moram povedati, zadnjič sem provala kombinacijo meta, muškatni orešček, led, malo rastlinskega mleka, pa mogoče malo kakava. Wow, ta kombinacija led, meta pa muškatni orešček naredi en tak eksotično, osvežilno, tropski okus. Res. To pa moram. To še nisem. Ja, To pa še ja, moram. prav ne Da je malo drugače. ne? Ja, da je malo drugače, kar precej drugače. Ne? Nikoli si ne bi človek mislil smuti, muškatni orešček, ampak dejansko ful fajn izpada. No, fajn. Evo, pri avokadu. To, da jaz še tole dam na pol, pa mi dve že so. Zdaj pri avokadu je čistko, zdaj odvisno, koliko imate zelenja, koliko veliko smutija želite naenkrat narediti. Zdaj za to na eno porcijo, jaz mislim, da bo polovička dovolj. Jaz najraje kupim v Hofru te, ki so že dozorjeni, da jih lahko takoj porabim. Drugače čakam, pa pozabim na njih, pa vse živo. En trik ti moram povedati. Aha. Ko je enkrat avokado zrel, pa Ja. naprimer, da ga še ne rabiš porabiti, ga daj samo v hladilnik. In Aha. takrat te potem lahko kakšen teden, 14 dni čisto lepo A počaka. daj nehaj. Ja. To je pa Samo to, super. takrat, ko vidimo, da je dozorel, v hladilnik. Okay. Evo, imamo zelenje, imamo ananas, imamo jabolčke, tako da dam jabolček en. Z eno šalčko, ne, ali pa date noter, pa čist po okusu, no, more vam biti okusen, tako da to je po moje skoraj da najbolj pomembno. Jaz ponavadi, ko ananas uporabljam, zmeri dam še ingvera. Veš ti tudi? Lahko ga dava, jaz ga kle imam, mogoče ingver uporabljam, bolj, ker so malo hladnejši, tam Aha. jesensko-zimsko Aha. obdobje, da malo da te, da malo Se pravi, zdaj je dost. Jaz mislim, da po moje bo takole, da bolj da greva na te osvežiljoče, svežilne okuse. Super. Evo in na koncu vam rekli še avokado. Torej, tole je smuti za bolj jasne misli, super za pred tem cajtom, ko morate gledati račune, pa plačevati, pa gledati razpredelnice, ali pa pred tem, ko greste dejansko v službo, a ne? Ali pa v šolo. Se pravi, tudi za učence bi bilo tole super zadeva. a ne? Super. Pred testom, pred izpitom. Veliko je priložnosti in možnosti, ki lahko uporabimo torej, tale smuti za jasne misli. Recept smo seveda podelili z vami. Sicer pa najdete ogromno receptov na www.klepetobkavi.si in to poletje vas čaka ena nora videoknjižnica, kjer boste našli in recepte in razlage po ajurvedi, po tradicionalni kitajski medicini, kaj poleti, kaj na kakšen način. Podobno kot smo dejansko naredili za pomlad, tudi to je še vedno dostopno, če greste na www.klepetobkavi.si. Evo, izvoli. Še vodo, pa sva. Vodo, evo ga, Ja. izvoli. Ti dodajaš toplo vodo, mrzlo vodo? Normalno temperaturo. normalno no. temperaturo. Ja, čist nič. Zdaj sem ti jaz kar posegla v tvojo kreacijo. Vse je v redu, Še eno? super. Ja, da Je malo to vidim. dosti? Jaz mislim, da bo. Okej, Zmeri prav pa. tako nekako, da gre tole čez, da ne pozaba zapreti, to ne bi bilo najboljše. To bi bilo zabavno. Ja. Evo. Hvala. Prijatelj upravil svojo nalogo. Je. Evo, častna naloga, da tole poskusiva. Evo. Seveda tebi. Zgleda lepo, mislim, te zelene stvari, meni so tako zelo všeč, zaradi tega, ker prenesejo kisik v telo, a ne? Ampak glede na to, da je ogromno ljudi zdaj po tem covidnem času, ki morajo dejansko dati v sebe veliko klorofila, kisika, a ne? Se mi zdi, da si tole res bajno pripravila. Pa hitro je, ne? V bistvu res enostavno, ne rabiš biti noben kuharski mojster. Sestavine imamo lahko tudi kakšen teden zmeri doma, že vnaprej pripravljene. Kako diši!
Wow, dejansko, če bi dala čija semena noter, bi lahko puding krato, a ne? Tudi vse že, evo, že skoraj. Ne, Že skoraj. Ja. To ta avokado naredi. No? Ej, Tako da- na zdravje, Na zdravje. dobesedno na zdravje, vi pa si tudi pripravite in tudi vam želimo. Na zdravje, Na zdravje. za zdravje.